Najprej se lepo pozdravljam. Danes bom v tej kratki predstavitvi govoril o stanju, prihodnosti in izzivih, ki so ne samo pred Delesom kot operaterjem prenosnega omrežja v Sloveniji, ampak tudi pred drugimi operaterji, predvsem kar se tiče kontinentalne Evrope. Stanje prenosa električne energije v evropskem prostoru določajo v zadnjih letih trije faktorji, tri dejstva. Prvič, delež proizvodnje iz obnovljivih virov vse veča, močno veča. Ne toliko v skupni celokupni energiji, kot v moči. Imamo določene obratovalne situacije, ko je delež obnovljivih virov, na primer v Nemčiji, kjer poznam podatek, celo 68%. Drugič, načrtovano povečanje prenosnih zmogljivosti ni zadostno in ne sledi potrebam oziroma trendu in hitrosti vgrajevanja obnovljivih virov v omrežje. In tretjič, v prvih letih integracije teh obnovljivih virov v omrežje so se zgodile določene sistemske napake. In sicer standardi in zahteve glede priključevanja teh virov v omrežje niso bili dovolj dodelani, zaradi tega imamo trenutno v evropskem omrežju vgrajenih kar nekaj tisoč megavatov sončnih elektrarn, ki so, blago rečeno, nastavljene preobčutljivo. S skupnim imenom imenujemo to težavo problem 50,2. Gre za stanje, ko se sončna elektrarna, v primeru, ko frekvenca naraste za 200 MHz, odklopi iz omrežja. V tistem trenutku pride do sočasnega izklopa mnogo gigavatov električne moči iz omrežja, povzroči padec frekvence do vrednosti 49 Hz, kjer se pa že začne podfrekvenčno razbremenjevanje. Druga večja težava z temi obnovljivimi viri pa je zmanjšanje inercije v elektroenergetskem sistemu. Torej, inercijo mi imamo v dejansko rotirajočih masah klasičnih konvencionalnih elektrarn. Ko pride do spremembe do razlike med porabo in proizvodnjo, se v prvih trenutkih moč presežek ali primanjkljaj moči jemlje iz teh rotirajočih mas. Ko se rotirajoče mase zmanjšujejo, ko jih je vedno manj v sistemu, so spremembe frekvence bistveno više, trajajo dlje in so večje, kar pogostejše. No, vse skupaj pomeni, da se sistemski operaterji ko se soočamo z integracijo teh obnovljivih virov, soočamo tudi z velikimi težavami. Poveča se namreč negotovost in obratovalna tveganja, ki so posledice te stohastičnosti proizvodnje obnovljivih virov, kar seveda otežuje in drži izravnavo elektroenergetskega sistema. Prenosni operaterji imamo namreč dve temeljni nalogi. Prva je, da prenašamo električno energijo prek prenosnega omrežja in druga je, da izravnavamo sistem. No, ko imamo v obratovanju klasične konvencionalne vire, je to delo relativno enostavno. Zaradi tega, ker so ti viri grajeni od samega začetka zato, da imajo primarno regulacijo, ki skrbi za odziv na znižane frekvence, omogočajo določene sistemske stvaritve, ki jih seveda ti obnovljivi viri ne zmorejo. No in rezultat tega je, da postaja regulacija te stohastične proizvodnje iz obnovljivih virov vedno dražja. Zato, ker potrebujemo vedno več rezerv, da zagotavljamo isti nivo stabilnosti in oskrbe sistema. Če sem zdaj govoril bolj o izravnavi sistema, bi povedal še par besed o tem, da naša omrežja, če govorimo o kontinentalni Evropi, preprosto niso grajena za take velike moči, kot so vgrajene,
Zaradi tega se soočamo z velikimi pretoki, ki so posledica tega, da v severni Nemčiji močno piha. No, in zaradi tega pride do prodora te vetrne energije, rečemo kar po domače, prek Poljske, Češke, Slovaške, Avstrije in Slovenije v Italijo, kjer je pa vedno primanjkljaj električne energije. No, razen dnevnih in sezonskih težav operaterjev se potem moramo od časa do časa ukvarjati tudi s kakšnim odsvirkom, kot je recimo sončni mrk 20. marca naslednje leto. Pride do sončnega mrka, ki ne bo popoln samo en del, med Britanijo pa od Norveški. Trajanje tega sončnega mrka bo za kontinentalno Evropo nekje dobrih 2 uri in pol, začne se pol 9, ampak ključno je naslednje. V tem času pričakujemo do minus 400 megavatov na minuto, v času, ko se bo sončni mrk začel, in do 800 megavatov potem, ko se bo ta senca, ki jo na večjem oziroma umaknila. In že dobre pol leta poteka v NCOE resna priprava, koordinacija ukrepov, ki bojo pomagali, da bomo to veliko težavo prebrodili. Tako za informacijo, približno 30 do 30 gigavatov električne moči bo v tem času prehoda te sence umanjkalo v evropskem omrežju. No, za konec bi pa rekel, da vse te subvencije v obnovljive vire rušijo cenovna razmerja in pogojujejo nove dajatve. Dejansko je dejstvo naslednje: cene na borzah se nižajo, so na zgodovinsko nizkih ravneh, potem pa končna cena električne energije za gospodinstva in druge končne uporabnike pa raste. Tako da verjetno pa ni res tisti, ki se čuti tukaj zelo poklicanega glede teh stvari. Verjetno bo pa potrebno premisliti, v kakšnem obsegu so obnovljivi viri električne energije dejansko sprejemljivi. Hvala lepa.